zdravo, odločila sem se, da bom vam zdaj čez poletje posnela nekaj kratkih videov na svetu. V bistvu zdaj imam malo več časa, na september začnem s polno z delavnicami, tako da vabljeni, da se vidimo mogoče že tudi v živo. Danes bi vam pa rada malo predstavila, kaj marketing danes sploh je. Namreč marketing danes, pa marketing, ne vem, 10 let nazaj se je marsikaj spremenilo. Mislim, da 10 let nazaj sem jaz tudi začela kariero in že takrat je bilo malo drugače, kot pa je danes. Vemo, danes današnjo tehnologijo svet zdrvi z zelo hitrostjo, tehnologija se spreminja, ogromno enega znanja, ogromno enih orodij in ljudje so tudi malo že polni informacij in malo tudi zmedeni. Ampak neko bistvo, načelo, rečemo, marketinga danes ostaja isto. Jaz si bom malo pomagala, evo sem tu s prezentacijo pač nastavila. Sicer, kaj danes marketing je? V bistvu marketing je danes vse, kar, ne vem, neki izdelek, storitev, oddaja, spremljate lahko o njem, ne vem, kjerkoli. In to ni samo, ne vem, včasih so bile to vizitke, ne vem, dopisni listi, brošure, katalogi. Danes so tudi tu spletne strani, marsikdo pa pozablja, da del marketinga so tudi družbena omrežja. Jaz se še zdaj vedno zgrozim, ko kaki podjetnik ima, ne vem, na Facebooku svoj profil, mogoče ni tako redno aktiven in profil ni urejen. In potem, kaj to pomeni, ni urejen. Imela sem pač primer finančnega svetovalca, ki se opravičujem, ampak ko sem videla profil, jaz definitivno ne bi zaupala financ. Ker, kaj je bila, stara fotka, pač ne bomo rekli, bila je fotka, ki je, kot da je bil na neki zabavi, vemo, in niti malo ni odražala to, kar v resnici je, res profesionalc na svojem področju, ki obvlada stvari, ampak niti se ni toliko zavedal, ker pač družbena omrežja pač je ena zabava. Ja, jaz pravim zabava na profesionalen način. Tako da pazite, kaj objavljate, poglejte, kako imate urejene profile. Jaz definitivno, če osebe ne poznam in je skrita za, ne vem, sliko žabice, ne vem, ali pa karkoli ima na mesto, da nima pač, da se vidi lepo obraz, dejansko kdo je, ga definitivno ne bom več prejela kot prijateljstvo. Ali kakorkoli, sploh, če pa kaj komentira, pa ponavadi ti, ki nimajo slike, vemo, so najbolj pametni, enostavno ignoriram ali pa celo zablokiram. Tako da pazite, mogoče ste čisto v redu človek, vaši profili pa niso urejeni, tako da prva stvar, uredite si profile, ker tudi družbena omrežja so vaš marketing. In hitro potem ljudje si kako sliko stvarijo in hitro se širijo danes informacije, tako da dajte si to porihtati. In definitivno, kaj danes brez tega skoraj ne bo šlo, jaz vedno bolj na delavnica rečem, da pač potrebno se bo izpostaviti. In kaj zdaj to pomeni? Ja, se ne več skrivati za logotipi, ne za poslanstvom, ne vem, vizijo podjetja, ampak morate stopiti v ospredje. Zakaj? Danes je vse v human-to-human marketingu. Ne poslujemo z logotipi, ampak poslujemo z ljudmi. Se pravi, človek človeku, zato je pač treba se tudi javno izpostavljati. Vidimo, en primer je bil Steve Jobs, ko je pač začel res Apple povedati svojo zgodbo, dosti je tudi predaval in takrat je tudi Apple ogromno dobil na prepoznavnosti in tudi mu je tudi vrednost blagovne znamke tudi narasla. In tudi jaz vidim, da enostavno ljudje pridejo k meni ali poslujejo z mano zaradi mene. Ne, mogoče je še kdo večji strokovnjak kot jaz, ampak ker pač je začutil mene. Tudi jaz, meni ogromno pomeni ta human to human, se pravi, ali sem na isti valovni dolžini z osebo ali ne. Ok, valjda moram imeti reference, neko znanje, ampak mi ni tudi to ključno. Zato je pač potrebno se izpostaviti, kar pa je ponavadi veliki problem, ker vemo, dosti imam podjetnikov, pa ne bi se zdaj izpostavila, pa ne bi se kazal, ampak danes je to skoraj nujno, kar to tudi pomeni, da danes vemo, danes je dosti lažje tudi biznis delati, ker imamo tudi družbena omrežja, ki so zaenkrat še pač brezplačna, se pravi vsaj v neki osnovi, normalno brez oglaševanja danes težko boste res neke bajne rezultate dosegli, ampak če začnete s svojim poslom, pa definitivno so družbena omrežja ena super stvar, tudi sama sem začela, popolnoma brezplačno, da se začnete promovirati. Ampak če boste objavljali samo neke produkte ali pa kaj delate, verjemite, to ne bo dovolj. Potrebno se bo izpostaviti,
povedati svojo zgodbo, povedati, zakaj nekaj počnete in na tak način boste pol tudi pritegnili vašo publiko. Ampak tudi ne pozabiti, to ne pride čez noč. To traja, ne vem, včasih mene zdaj stranke 2 leti spremljajo, pa so se vsaj komaj odločili, da bo poslovale z mano. Tako da, dajte vztrajati. Družbena omrežja niso uspešni čez noč, ampak definitivno na dolgi rok, pa da ste res iskreni, pa delate to, kar radi delate, vam bodo prinesli tudi kaki posel ali prepoznavnost, za odvisnost, s čim se seveda ukvarjate. Tako da definitivno human to human je